A si imela zdaj kakšen intervju? Ja, na snemanju ne. Ne. Za službo razgovor. Živjo, sem Ida Štimec, prihajam iz okolice Šentvida pri Stični, stara sem 27 let, po izobrazbi sem profesorica razrednega pouka, veganka sem od januarja letos, torej od 2018. Prvič sem za vegetarijanstvo slišala v osnovni šoli, vendar o tem nisem podrobneje razmišljala do nekega trenutka, in sicer do dogodka, ko sem bila prisotna na Kolinah in sem slišala, kako prašiček tuli. To mi je ostalo v zelo močnem spominu. In potem po ogledu enega dokumentarnega filma pri 13 letih na nacionalni televiziji, mislim, da je bilo, kako koljejo prašičke v industrijskih obratih, po tistem sem rekla, dovolj je, ne bom več jedla mesa. In to željo sem najprej povedala staršem. Potem za veganstvo sem slišala prvič v srednji šoli, ampak tudi takrat nisem posebne pozornosti posvečala temu. Potem sem pa na fakulteti se pogovarjala z eno kolegico, ki je pa že bila veganka. Sedeli smo skupaj v študentski menzi in je pač videla, da ne jem mesa. Potem pa sva se začeli pogovarjati, kaj ona tudi še zraven ne je, ker sem jaz zraven imela, se mi zdi, da tortico. In je rekla, ja veš, jaz pa ne jem tudi jajca in mlečnih izdelkov, a si kdaj razmišljala o tem? In mi je dala misliti s tem. Tako da je bila to moja pot v veganstvo v bistvu. Na vegetarijance nisem kot otrok v bistvu do 13. leta nisem gledala nič posebnega. Mi niso bili nič posebnega. Pač niso jedli mesa, jaz sem ga, ker je bilo pač tako navada, v družini smo jedli meso, nisem se s tem obremenjevala. Potem za vegane je pa ena bolj smešna prigoda. Sem pa govorila, ko so me vprašali, ko sem že bila vegetarijanka, ja, če se pa pol ne ješ, pa smo se pogovarjali, ja, tega pa tega, a za vegane si že slišala, ja, to je pa preveč ekstrem, tega se pa jaz ne grem. Tako da, evo, zdaj smo pa tu. V bistvu pri meni je zanimivo ta postopen prehod, se pravi, od 13. leta ne jem mesa, ampak počasi so odpadale stvari. Naprimer, najprej sem opustila tudi ribe, na začetku sem jih še jedla, potem sem opustila jajca, potem mleka nisem več kupovala, skute in ostalih izdelkov ne, nazadnje odpadel še sir. Tako da res trajalo je nekaj časa, ampak na koncu vedela sem, da bo moj cilj veganstvo. Enkrat, da bo prišel ta trenutek, ko bom rekla dovolj je. Prelomna točka, še ena, je bila pa v bistvu veganski izziv, ki ga še zdaj zelo podpiram. In to je bilo že leta 2013, 30-dnevni veganski izziv. V bistvu dobro sem se počutila v tistih dneh, ko sem bila na izzivu, imela sem podporo, recepte sem spoznavala, tako da v bistvu sem bila v teh letih od 2014 do 2018 pretežno veganka. Zdaj na kakšnih eventih ali pa kakšnih zabavah sem se še kdaj pregrešila, bomo rekli, ali pa kakšna pica, drugače pa pretežno veganska, že se pravi 2014. Od živalskih izdelkov sedaj praktično ne pogrešam ničesar, ker je že toliko nadomestkov, s katerimi lahko nadomestimo, če se mi na primer kdaj zahoče jesti sir, obstaja toliko vrst sira, samo da greš v eno malo bolje založeno trgovino ali pa že mogoče v najbližjo diskontno trgovino tudi že prodajajo. Tako da danes narediti spremembo v vegansko prehrano res ni težko.
Najprej bi poudarila fizični vidik. Lasje so se mi izboljšali, koža se mi je izboljšala, hitro sem prišla na predporodno težo, dojim brez težav. Potem pa je tu še etični vidik oziroma duhovni vidik. Čutim večjo empatijo do vsega, do vseh živih bitij. Se čutim povezano z vsemi. Poudarila bi, da zgled moramo biti na dober način. Nikakor ne z nasiljem, s kričanjem, z žaljenjem. Tako kot si rekel, moramo biti zgled. In jaz sem zmeraj šla na to, povedala sem, zakaj ne jem, povedala sem, kaj so moje prednosti, odkar tega ne jem. In se mi zdi, da počasi tudi moji prijatelji postajajo bolj podobni meni v načinu prehranjevanja, sploh tej bližnji. Moj partner je vsejedec in pri vzgoji otrok glede prehranjevanja sva se zmenila, da jaz predstavim jim svoj način prehranjevanja, on pa njegov način prehranjevanja. Tukaj ne bo nobenega siljenja v eno ali v drugo smer. Otroci se bodo sami odločili, ko bo pač čas, ko bojo dovolj razumni, kaj bojo jedli, česa ne bodo jedli. Se mi zdi, da potem imam izkušnje iz šole, ko delam v šoli, da otroci, ki morda nikoli niso jedli mesa, pa bi radi probali, pa to delajo na skrivaj, jaz si tega ne želim. Pač želim, da zavestno pride do tega, kaj to je in zakaj tega ni v redu jesti. Se pravi, v šoli imam veliko različnih izkušenj. V bistvu, ko si prinesem svojo malico ali pa ko za kosilo jem to, česar otroci nimajo na krožniku, vedno pogledujejo k meni in zanima, kaj imam na krožniku. Nekateri sploh prvič slišijo za tofu, za rastlinske namaze, za datlje in podobne stvari, kar me v bistvu preseneča. Se smo starši tisti, ki moramo predstaviti res najrazličnejši spekter prehranjevanja otrokom, ne samo velikokrat tudi nekakovostno. Ko smo bili v šoli v naravi oziroma na poletnem taboru, smo dobili večerjo in jaz sem dobila nekaj brezmesnega, ena deklica, ki je pa zraven mene sedela, pa nekaj z mesom. In ona gleda moj krožnik, pa njen krožnik, in v bistvu je imela solzne oči, skoraj da je jokala. In jo vprašam, kaj pa je narobe? In še zmeraj napol v joku, ja, veš, jaz tudi ne bi jedla mesa, ampak mami pravi, da ga moram, da bom zrasla, ker drugače ne bom zrasla. In v bistvu je pol pri tem ostalo, nisem vrtala naprej. Ampak ta prigoda mi je v bistvu dala pot tudi za moje otroke in za postopanje z otroki naprej, ker menim, da otroci lahko sami pridejo do tega, da spoznajo, da je jesti meso v bistvu v današnjem času samo še zaradi užitka, okusa, ne toliko zaradi preživetja. Ja, menim, da bi lahko vsak od nas v bistvu se zamislil, katero hrano predstavljamo in otrokom in nenazadnje tudi sebi. Danes imamo ponudbe toliko je različnih izdelkov in res poskusimo čim bolj raznoliko, čim bolj pisano, svežo prehrano, sadje, zelenjavo, žitarice, vse to. Dobro se počutiš, narediš dobro za okolje, in tudi drug za drugega živali. Menim, da ne obstaja več možnost, da postanem nazaj vsejedka ali vegetarijanka, ker s tem, ko vidim meso oziroma mlečni izdelek, imam pred sabo zmeraj živali, kako zelo trpijo, kako jim je odvzeta svoboda, kako so jim odvzeti mladički,
kako jih zelo gojimo samo zaradi sebe, zaradi egoizma in denarja. Kar bi rada sporočila gledalcem je to, da tam, kjer je volja, tam je pot. In jaz sem dober primer za to. Postopoma sem opuščala živalske izdelke in sedaj je pravi čas za veganstvo tudi zate, zame in za vsa ostala živa bitja. Potrudimo se. Kar na jok je šlo. In jaz se vprašam, kaj je. Meni je žal. Oprosti, res. Nisem da še to naredila, ampak tako je. Neprofesionalno. Ne, res. Res.